Hvala, Maruša tukaj iz EduCodex.si, Centra za support edupodjetnikom pri kreiranju, upravljanju in promoviranju spletnih izobraževalnih programov. Zdaj, iz prakse lahko povem, da se podjetniki, ki prodajajo svoj know-how in želijo to početi s pomočjo spletnih izobraževalnih programov, običajno soočajo s 3 situacijami. Zdaj, prva situacija je v bistvu, kje začeti vse skupaj z online programi, kako se tega lotiti tehnično, kako to časovno narediti najhitreje, pa še zmeraj tako, da bo še vedno učinkovito pa kvalitetno, ne. Druga situacija je pa tako, da če se že lotijo, je pa zdaj vprašanje, če so iz izobraževalnega vidika to res zasnovali dovolj interaktivno, tako da je v bistvu učinkovito, čeprav prenašamo znanje in ga podajamo nadaljavo. Zdaj v to drugo isto situacijo, kategorijo, sodijo tudi vsi tisti, ki v bistvu ne verjamejo, da se da nadaljavo učinkovito poučevati. In pa tretja situacija oziroma tretja kategorija, bom rekla, teh izzivov je pa, kako se skupaj upravljati in tehnično, pa da bo vse skupaj lahkotno, to se pravi tehnično lahkotno, da bo organizacijsko lahkotno, da bo komunikacijsko lahkotno in tako naprej. Tako da, jaz bi te rada v bistvu popeljala skozi eno pot, kako lahko zasnuješ te online programe, vse od začetka, to se pravi od začetka kreiranja do menedžiranja, upravljanja programov, do konec koncev promoviranja. Čeprav promoviranje je običajno sicer prvi korak, ampak pustiva zdaj to na tem mestu. Skratka, predstavljati bom res vsa orodja, tako tista tehnična, kot tudi tista, recimo temu, mehka, ki jih v bistvu potrebuješ, da tvoj program zaživi tako izobraževalno učinkovito, kot tudi v bistvu, bom rekla, tehnično lahkotno. Pa še eno obljubo ti dam, pokazala ti bom, kako v bistvu pripraviti en program in ga predstaviti oziroma in ga prodajati v več različicah, zato da res lahko zajameš čim širši spekter strank. Zdaj sem vse to zapakirala v en sistem, tako rečen, od kreiranja do menedžiranja, promoviranja online programov. In mimogrede pod online programe štejemo v bistvu vse od e-tečajev za samostojno učenje, to se pravi tisto, kar poznamo pod avtomatizirani spletni tečaji, do e-delavnic v živo, torej tisto, kar poznamo pod Zoom, Webex, Teams delavnice, do končni fazi, bom rekla, nekih takih signaturnih, krovnih, vodenih online programov, ki nekako zajamejo celostno našo ponudbo izobraževanja. Jaz sem vse to zapakirala v sistem, ki sem ga poimenovala spletna šola spletnega poučevanja za edupodjetnike. Zdaj, namreč sama delujem v svetu spletnih izobraževanj že od začetka tam 2000-ih. Konkretno tja od 2010 dalje pa v bistvu delam s posamezniki, ki so po svoji, bom rekla, stroki nekaj drugega kot izobraževalci. Skratka, niso izobraževalci, so strokovnjaki na nekem določenem področju in selijo svoje izobraževanja na splet. In pri delu v bistvu, bom rekla, več ducati teh tako imenovanih edupodjetnikov, torej ljudi, ki prodajajo svoj know-how, sem izluščila v bistvu te bistvene zadeve, kjer delajo v bistvu ti edupodjetniki, bom rekla, neke take tipične napake z področja izobraževanja in pa kjer izgubljajo v bistvu tudi čas pa svoj potencial pri upravljanju teh online programov. Tako da oblikovala sem sistem, v katerem te peljem v bistvu skozi teh 7 korakov. Kot ta 7-delni trening, torej skozi ta 7-delni trening ti v bistvu pokažem celoten sistem od začetka do konca in to popolnoma brezplačno. Zdaj, jaz sem ga razbila na 7 delov, zato da ni vsega preveč, ne, z izobraževalnega vidika mi rečemo, da v bistvu moramo dajati postopne doze znanja, pa postopoma osvajati korak za korakom znanje, tako da te tudi jaz vabim, da v bistvu se tega, bom rekla, tega celotnega sistema lotiš res korak za korakom in si vzameš teh 7 dni časa, skratka, da osvajaš znanje postopoma. Zdaj, kako bo točno vse skupaj izgledalo, kako bomo delali, ne? Vse, v bistvu, kar potrebuješ za tale online mini trening, je tvoj elektronski naslov. Skratka, vpišeš se z e-naslovom. Predlagam, da s takim, ki ga tudi redno dnevno pregleduješ, ker namreč vsa vsebina prihaja v bistvu vsak dan na ta naslov. Takoj, ko pišeš svoj elektronski naslov, pride najprej prva stvar je čisto ena taka tehnična oziroma GDPR zadeva. Skratka, dobiš elektronsko pošto, v kateri samo klikneš na en gumbek, zato da potrdiš, da se strinjaš, da prejemaš maile od mene. Skratka, ker celotna zadeva poteka prek elektronske pošte.
In ko ga potrdiš, torej ko potrdiš ta potrditveni mail, že pride prvi del treninga, ki ti je na voljo takoj in si ga lahko pogledaš takoj, ko štartaš oziroma takoj, ko pišeš mail. Potem pa naslednjih 6 delov, smo rekli, trening je sestavljen iz 7 delov, torej naslednjih 6 delov, 2, 3, 4, 5, 6, 7, prihajajo pa potem na vsak dan ob 8 uri zjutraj, to se pravi, ob 8 uri zjutraj te čaka na mailu link za dostop do tega gradiva, to se pravi, do posameznega treninga. In pa še popoldne ob 5 uri, to se pravi ob 17 uri, ti pa pošljem še dodatna gradiva, skratka, včasih so to povzetki, včasih je to še kakšen dodatno brezplačno gradivo in tako naprej, in pa pač tudi kratke informacije za naslednji dan, kadar je pač treba karkoli še za naslednji dan pripraviti. Na splošno so ti treningi kratki, te mini treningi so res mini, skratka, večina treningov je celo manj kot 10 minut, skratka, manj kot 10 minut traja, bom rekla, ogled videa, drugače pa nekje 10 do 20 minut je skupaj z aktivnostmi. En sam video je majčkeno daljši od 20 minut, ampak za tega ti potem priložim tudi popoldne, v tistem popoldanskem mailu, v bistvu ne povzetek, ampak dejansko ta del videa ti tudi pošljem, tako da ga imaš tudi kasneje lahko pogledaš. Skratka, pri tistem, ki je malo daljši, ga potem tudi dobiš na mail. Vsi ostali pa, kot rečeno, nekje v roku 10 minut opravaš v bistvu vse aktivnosti. Aktivnosti so res kratke, k vsakem mini treningu sem za voljo tega, da je to res trening, dodala pač neko kratko aktivnost, ki jo seveda ali opravaš ali pa ne. Jaz tega ne bom prečekirala oziroma ne bom preverjala, to je čisto tvoja stvar, če jo želiš, opravaš. Drugače pa predvsem zato, da dobiš občutek, kaj je treba narediti, recimo pri takem posameznem koraku, koliko dela to zahteva in tako naprej. Jaz sem se res potrudila, da so v bistvu te aktivnosti kratke, enostavne, nekaj, kar lahko narediš recimo, ne vem, v 5 minutah, maksimalno, ne vem, mogoče 10. Dodana je pa še v bistvu priloga, oziroma predloga, skratka, k vsakemu od teh mini treningov, k vsaki od te aktivnosti je dodana, tam, kjer je pač potrebno nekaj mogoče kreirati in tako naprej, sem dodala predloge, da ti zadevo res še bolj olajšam. Skratka, da v bistvu imaš že izdelane zadeve, da ti vneseš samo vsebino in je to to. Res predlagam, da si vzameš 7 dni časa in teh 7 delov pregledaš celostno od začetka do konca, ker edino tako dobiš res tisto celostno izkušnjo vsega, kar moraš znati narediti kot edopodjetnik, ki želi prenašati svoje znanje na daljavo oziroma preko spleta. Jaz bi ti res predlagala še eno stvar, spremljaj maile, namreč vsa komunikacija moja bo potekala preko maila. V mailih dobivaš torej tudi linke za naslednja srečanja, dodatne informacije in tako naprej. Evo, zdaj pa v bistvu vse, kar te čaka, spodaj vpišeš svoj elektronski naslov in štartava. Prijetno e-dogodkanje.